Suzana Kovačič se s plesom ukvarja že vse od otroštva. Jaz sem v bistvu plesala res že od malih nog. Vsaj, če vprašate vse moje prijateljice, sploh pa te, ki so me spremljali iz otroštva, Tanja, Helena in Emika. Mislim, da sem celo otroštvo, celo najstniška leta preplesala vse žure in so me imele poln kufer. Takrat ni bilo še plesnih šol. V osnovni šoli je bila folklora, Marina Fili Mavričeva je imela plesne skupine. Jaz pa sem plesala doma prek MTV-ja. Strast je bila od zmeri, ampak je še nisem odkrila. Če so bili na začetku koraki naučeni z videospotov, pa so kasneje postali dosti bolj profesionalni. Ko sem zaključila srednjo šolo, me je gospa Irena Skobina povabila v skupino, če bi želela učiti plesati. Seveda mi je bilo strah, jaz tega nikoli nisem počela. Vedela je pa, da imam strast do plesa in sem zelo hvaležna, da me je povabila v svet plesa. Kasneje je poučevala ples v novem plesnem centru v Tolminu. Po osamosvojitvi je plesna šola Urška razširila mrežo, da ni bila samo v Ljubljani. In so iskali ljudi in sem imela srečo, da sem prišla noter, da so prepoznali moj talent, mojo pedagogiko, moje veselje do plesa in to sem jaz potem podajala naprej. Matična šola je bila v Ljubljani, v Gorici se je izpostavila tudi goriška enota. Če zdaj pomislim, kakšne zvočnike smo tovorili, mislim, to je bilo res meter krat meter iz dvorane v dvorano. Začetki so bili taki, da dejansko jaz sem delala en dan v Tolminu, v Bovcu, Ajdovščini, Novi Gorici in Idriji. Skromni začetki so prerasli v 2 produkciji na leto, kar je terjalo več časa in več idej. To je bilo sploh moje kar zahtevno delo. Sem opravila, ker dejansko podlage nisem imela nobene. Učila sem se pa vsak dan sproti. In z leti se je nabralo ogromno izkušenj, tako da, kakšen me vpraša, koga je najlažje učiti, jaz povem, da čisto vse je enako. Ni težko, ni lahko, so težki dnevi, so lahki dnevi. Ampak vse narediš z veseljem, ker ti prenese toliko energije, jo sicer veliko daš, ampak tudi prejmeš. Vsaka koreografija zahteva svoje obleke. Tudi to vlogo sem prevzela jaz. Govorili smo starši, kaj bi, glede na denarne zmožnosti. Dostikrat so nas rešile trgovine v Italiji, ko sem šla po nakupih, sem odšla ven z ogromnimi vrečkami. Na katere obleke je spomin še vedno živ? To so vsekakor Kan obleke. Generacije nazaj se bojo spomnile, kako je bilo, ko smo to začeli šivati. Cel Tolmin je zbiral zavese, stare zavese, da so potem to starši šivali. Jaz sem šivala še dan pred produkcijo, moja mama je šivala, tako da je bilo res šivanje zelo, zelo veliko blaga je šlo notri. Kakšen je danes pogled na 25 let poučevanja plesa? Pogled je mogoče malo žalosten, ampak energija vleče naprej. Bomo videli, kaj bo.